Pozdravljeni. Danes si bomo pogledali, kaj so to enačbe, kako jih rešujemo in kaj jih vse splošno označilo. Zdaj, enačba je zapis oblike izraz je enako izraz. Zdaj, kaj je tu zelo pomembno je, dva izraza, ki sta povezana z enačajem. Enačaj je tisti, ki določa neko ravnovesje enačbe. In pri enačbah in njihovem reševanju gre v bistvu samo za to, da ohranjamo to ravnovesje z izrazi. Ne? In zdaj, kdaj se enakost ne spremeni? Ohranjanje enakosti. Glejte, napisala bom nekaj tako čist preprostega. Če imamo tule 3 zrnca, to je enako 3 zrncam. Je tako. Zdaj pa, kaj mi lahko s temi zrnci naredimo, da bo se ta enakost še vedno ohranila? Ja, lahko jih dodamo. Lahko dodamo 2 zrnca. Ampak bil bi problem, če bi dodali 2 zrnca na to stran. Lahko pa dodamo enega sem in enega sem. Se pravi, dodajanje stvari pri enakosti mora biti vedno tak. Če kaj naredimo z enakostjo, moramo narediti na obe strani. Zdaj pa si pogledamo števili, mogoče, ker smo pa že dosti veliki, nismo vrtec ali pa kaj takega, ne? Recimo, če imamo 3 pa 3. In tukaj bi recimo jaz na obeh stranih enačbe, to pomeni ta črta, da bomo na obeh stranih enačbe nekaj naredili, če bi dodali 2. Ja, 3 plus 2 je 3 plus 2. Zgleda še vedno enako, ne? 5 je 5. Dobro, to je vredno. Se pravi, mi lahko prištejemo na obeh stranih enačbe in enakost se ne bo spremenila. Dobro. Kaj pa, če bi odšteli, a bi bilo še vedno enako? Pa rečemo takole. Na obeh stranih enačbe odštejemo 30. Bodimo bolj pogumni. Tu bi bilo minus 27 in tu bi bilo minus 27. Veste odkot? 3 minus 30 je 3 minus 30. Se pravi, da dobimo minus 27 je minus 27. Se pravi, če na obeh stranih enačbe odštejemo, še vedno ohranjamo enakost. Tako. Kaj bi se še potem lahko kdo spomnil, da bi naredil? Lahko bi tudi, recimo, pomnožili. Pa pomnožimo. Na obeh stranih enačbe pomnožimo z 5. 3 krat 5 je 15. In to je enako, 3 krat 5 je 15. No, glej si ga zlomka. Se pravi, če pomnožimo s pozitivnim številom, gre. Dobro, poskusimo naprej. Kaj pa če pomnožimo z negativnim številom? Včasih se tukaj kaj zalomi kdaj, ne? Recimo, da pomnožimo z minus 5. 3 krat minus 5 je minus 15. In tukaj tudi minus 15. Dobro, v redu, tudi tako je v redu, se pravi, lahko odštevamo. Zdaj bom vas naredila nekaj takega tukaj posebej. Kaj pa, če bi mi pomnožili z nič? Krat nič. 3 krat nič je nič. 3 krat nič je nič. Ja, kaže v redu. Pa poskusimo pa takole. 4 je enako 3. Tu pa ni ravnovesja. Ne? Se pravi, če bi nekako pokvarili, pa bi tole pomnožili z nič. Bi dobili 4 krat nič je nič, pa 3 krat nič je nič. In spet smo dobili nekaj, tukaj le imamo nič je enako nič, kar je res, tole pa ni res. In kar, če res pomnožimo z nič, dobimo še vedno res. Tako da tukaj je pa treba paziti. Nič pa ne moramo kar tako množiti na obeh stranih enačbe, kaj ti lahko kako rešitev pridobimo oziroma jo izgubimo. Zdaj, če bi zaenkrat kaj lahko naredimo, lahko pomnožimo z od nič različnim številom, lahko prištevamo in odštevamo na obeh stranih enačbe. Takole, pa dajmo še deliti. No, zdaj tukaj je najlepše, da bi delili s 3, da se bo lepo išlo. 3 deljeno s 3 je 1, pa 3 deljeno s 3 je tudi 1. Ne?
Se pravi, lahko delimo, množimo, seštevamo in odštevamo. Edino, kar moramo res paziti, je, da to število ni nič, tale nič nam pa lahko kaj pokvari pri enačbi, doda kako novo rešitev oziroma reče, ja, to je zdaj enakost, pa prej sploh ni bila. Pri enačbi je torej najpomembnejše to, da se ohrani ta enakost. In če hočemo ohraniti, moramo na obeh straneh enakosti početi enako, zato je vse to. Se reče enako, vse mora biti enako, na obeh stranih si zapomnite, mora biti enako in zelo pomembno je, da si zapomnimo, kaj je enako. No? Zdaj pa mogoče se še spomnite oziroma ste se kje učili, ja, prestavimo iz ene strani na drugo in dobimo negativen predznak. Veste, to pride tudi od tega, kar smo rekli, ohranjene enakosti. Dajmo zdaj takole postaviti zadeve. 3x plus 5 je 7. Reševanje enakosti v bistvu pomeni, da želimo imeti na eni strani x, na vse ostali pa vse številke. Zdaj jih moramo pa primerno prestaviti na ono stran. Neko pametno zaporedje je takole, ne? Tale plus 5 pravzaprav ne sodi zdaj na to stran, ker jo nočemo imeti ob x, mi želimo sam x. In kako bi zdaj tukaj na to stran spravili to plus 5? Ja, verjetno vsi veste, da rečete, ja, če prestavimo čez enačaj, se predznak spremeni. Ampak jaz bi želela, da veste, odkot to pride. Namreč, poglejte, če je tukaj plus 5, potem ravno, če se želimo na tej strani znebiti te plus 5, bi bilo najbolj, da jo odštejemo, ne? Da nekako tule dobimo minus 5 zraven. Ampak rekli smo takole, če hočemo mi kaj narediti pri enačbi, moramo ohraniti ravnovesje. In minus 5 moramo to narediti na obeh stranih. Tudi če si želimo samo na eni strani, to ni važno. Moramo vseeno narediti na obeh straneh. In poglejmo zdaj, kaj smo naredili. 3x plus 5 ostane odprej. Dodali smo minus 5, ker smo rekli, da bomo dali na tej strani. Je enako 7 odprej in spet dodamo minus 5. In kaj je zdaj pomembno? Tale plus 5 in minus 5 se izničita, odštejeta. In nam na eni strani ostane 3x, na drugi strani imamo pa 7 minus 5. Uspeli smo tole plus 5 prestaviti na drugo stran enačbe, s tem, da smo na obeh stranih, se pravi, smo ohranjali ravnovesje, prestavili minus 5. No, kar se tiče prištevanja in odštevanja na obeh stranih, res ponavadi ne pišemo ob strani te črte in rečemo kar takole. Če prestavljamo plus 5 na drugo stran, spremeni predznak, ampak to pride od tega in tega se dobro zavedajte, predvsem pri deljenju in množenju. Tako. Zdaj, če imamo tu plus, smo uporabili minus. Če bi imeli krat, bi uporabili deljenje. In za potenciranje je obratna operacija korenjenje. In sem pač napisala eno tako tabelo, tule imate tabelo nasprotnih operacij. Se pravi, kadar prestavljate iz ene strani na drugo, potem seštevanje oziroma prišteto zadevo odštejete in obratno, kar je odšteto, prištejete. Ta dva sta si v korelaciji in deljenje in množenje sta si nasprotna in potenciranje in korenjenje. No, zdaj pa vem, da prsti se bijo, da kakšno enačbo rešimo, pa kar poskusimo.